Za las, za las. Mislim, Za mišjega. ne pomnim, da bi tako usklajeno in tako hitro To začeli. pomeni, da se Antiši mudi. Ampak glej. Ja, saj se Enkrat, nam vsem. enkrat za Veš spremembo kak? se mi mudi, a veš. Danes, ko snemamo, je sreda, 22. oktober. Pa ker že dolgo nisem, če dovolite, ne, saj vemo, da je vsak dan v tednu povezan z enim od teh 7 klasičnih nebesnih teles. Vemo, Bože ne? mili. Mislim, a je kakšno vprašanje, še preden povem, v znamenju katerega telesa je sreda? Merkur. Ne, resno. To je čisto resno. Vsak dan je v znamenju enega od planetov in danes je Merkur in Merkur je komunikacija, učenje, tako da to je idealen dan za sestanke, pogovore, reševanje problemov. Tako pravijo tisti, ki se na to zelo spoznajo. Ja, Bine Kordoš v kotu nekam krmežljal. Ne? To so ti znanstveni pristopi. Ja, lej, kako pa drugače v tako resno podcast emisijo, kot je LDGD. Ja, jaz predlagam, če je rekla. A ima kdo zapisnik, karkoli, preden začnemo, gospodje? Mislim, ja, jaz imam za zapisnik rabimo vaše e-mail naslove, še vedno se lahko naročite, s tem, da pošljete na naš e-mail naslov info@metinalista.si kratko in jedrnato sporočilo, rad bi se naročil, _a na zapisnik, ki je seveda naš newsletter in ga pošiljamo v vsako prvo sredo v mesecu, kar pomeni, da je naslednji oddaljen še točno 2 tedna, če sem prav preštel. Ok, drugače sta v formi, Andraž, Antiša. Nabriti. V olimpijski formi. A si spet plaval? Včeraj, se pravi v torek, ja. Prav, pol pa, lej, Aljaž, če nimaš kaj še več dodati, predlagam špica, pa gremo na dnevni red. Pred nami je častna naloga. Najtežja funkcija v politiki bi predsednik Socialnih demokratov. Milan Kučan, Janez Zemljarič, Janez Stanovnik, Franc Šetinc. Ali bo Nova Slovenija še sodelovala v vladah, ki jih bo vodil Janez Janša? Je odgovor ne. Srečna Slovenija, če ne bori vzame. Na Zahodnem bregu gledamo genocid. Sam ocenjujem, da je seveda najprej potrebno narediti domačo nalogo. Tako da gre to za neke teoretske razprave. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Pa dober, pa kaj tebi ni jasno, zdaj pa se upravičujem, no. Ampak resno se upravičujem. Se res, Aljaž, a že imamo novo? Ne, še kje pa. Enkrat dovolitev bo, veš, pa mora pa itek zamenjati akterja, pa kaj tacga. Prav, pa jaz predlagam, da če se strinjamo, začnemo kar s tem, kar se je zgodilo vmes, ko se nismo slišali in sicer ustanovljena je... Prosite, proceduralno. Izvoli. Kaj pa dnevni red, pa glasovanje o njem? In kdo smo? Ja, pa to dnevni red, in dnevni red je imel 1A pred časom probleme s tem in jaz, ker sem pač verjamem v demokracijo, sem rekla prav pa ne, ampak vidim, da bi diktatura bolj bila na mestu. A je to zdaj diktatura večine ali manjšine? Samo to se moramo zmeniti. Kakšna manjšina? Ja, če si rekla, da ima eden probleme z njim. Ne? Ja, pa ni ostala 2, pa tudi Aja nista imela nobenih težav s tem. No, skratka, najprej dajmo povedati, kdo smo, to je LDGD, vaš omiljeni politični podcast, ki ničesar ne jemlje preveč resno in nikogar ne podcenjuje. To sem zdaj malo obrnil, ampak skratka, nekje vmes pridejo tudi politiki. Mi pa smo Nataša Briški, Metinalista, Antiša Korjan, privatnik, Aljaž Pengal-Bitenc, pengalski.com in pa Andraž Zorko Valikon. In tlele je zdaj prostor, Aljaž, za disclaimer. Disclaimer pa pravi, da so vse, kar povemo tukaj v tem podcastu, so naša mnenja, ki pač jih jebi ga imamo, tudi če komu niso všeč. Če pa teme, ki jih obdelujemo, se slučajno križajo tudi z našim poklicnim življenjem ali drugimi dejavnostmi, pa pač to povemo, če ocenimo, da bi šlo lahko za videz konflikta interesov, ker je itek te dni, ker kaj se temu reče, buzzword, ne? Z lepo slovensko besedo. A sem prav povedal, šefi? Odlično. Tako da zdaj pa dajmo vložiti napore v prvo točko
dnevnega reda, ustanovljena, kot sem rekla, Prebiličeva stranka Prerod. Rekli so, politiki želimo vrniti dostojanstvo, spodobnost in normalnost, ker populisti vseh vrst danes s svojimi dejanji podirajo inštitucije in pravila. Zbrali smo se zato, da naredimo nekaj novega in drugačnega. Pravijo, da program stranke Prerod, jaz spletne strani še nisem našla, ste jo vi? Ne. Ni še, ne? Ja, zanimivo. Pa kdo pa še ima spletno stran, lepo te prosim? Program po Prebiličevih besedah v ospredje postavlja Slovenijo kot varno, zdravo, povezano, konkurenčno in učečo se skupnost. In citiram tudi, tak program terja dvoje, sodelovanje, ki presega delitve in brezkompromisnost, ko gre za temeljne vrednote in cilje. Zdaj pa jaz vas vprašam, dolgo smo čakali na ta kongres, ali tresla se je gora, rodila se je miš, ali pa gre po vašem za štart, ki obeta. Recimo Antiša? Ja, ali gre za štart, ki obeta, bo več vedel verjetno podkrepljeno s številkami naš mojster številk in Excela Andraž. Kar se pa tiče obljub, ki smo jih slišali, ne, se pa meni tukaj izrisuje en paradoks. Ne, namreč v boj s populizmom bomo šli s populističnimi prijemi oziroma populističnimi obljubami. Ne, to, kar si citirala, Nataša, ne, vrniti je treba dostojnost, ali kako si rekla, in dostojanstvo in normalnost. In tako naprej. Ne. To mi moramo vedeti. To je stvar, ki smo jo poslušali zadnje 3-4 volitve, niti ne vem več koliko. Ne. Realnost je pa drugačna. Realnost je ta, da v stiku, to je tako, veste, kot pri kemiji, ne, ko v stiku z zrakom ali pa z ne vem čim določen element spremeni svoje lastnosti. Podobno je slovensko politiko, ne. Do trenutka, ko se posedejo v kabinete, ta načela veljajo kot pribita. Potem, ko se začnejo okrog kabinetov smukati prijatelji in donedavni opazovalci, danes pa tesni politični zavezniki, ne, takrat se začne pa postopna in počasna, bolj ali manj počasna erozija teh principov. Čemur smo bili priča, se bojim, še vsakič doslej. Morda še v najbolj čisti obliki v času trenutne vlade, sicer pa je ta erozija, se pravi to sklepanje kompromisov, ki počasi najeda tisto, s čimer smo prišli na oblast, oziroma so prišli na oblast, da ne bo mi kdo pripisal prevelike identifikacije s katerokoli oblastjo, pa se počasi začnejo poslavljati. In to je seveda problem, ne, zato ker Excel, papir in javne razprave prenesejo vse, ko pa je to treba spraviti v življenje, ne, po pa rata oziroma nastane manjši problem. Andraž, posebna točka dnevnega reda bodo tudi, kako stranke stojijo, ampak preden pridemo do tja, no, še tvoje mnenje. Tako, kot je omenil, vrniti dostojanstvo in normalnost, je rekel Prebilič, ampak a je to res nekaj novega, a sam še ena verzija obljub novih politikov ali pa nove politike? Jaz se moram, preden začnem izlagati, upravičiti za morebitni šum, tu v naši okolici vztrajno čistijo listje s puhalniki težkih kalibrov in na trenutke je to res moteče. Ravno kar se je prikradel spet pod balkon, upam, da bo Pengovski imel ne preveč dela s tem in uspel počistiti te šume. V glavnem, jaz, kar z tega Preroda tiče, se moram še najbolj strinjati v bistvu z izjavo Luke Lisjaka Gabrielčiča v kolumni, mislim, da na N1, kjer je zapisal, citiram, vidni člani so skoraj izključno brodolomci dosedanjih levoliberalnih in centrističnih političnih projektov, retorika je na las podobna Cerarjevi s čepcem Šarčeve pokrajinske žmohtnosti. Konec navedka. To se mi zdi res lepo v enem stavku zajeto, kaj ta nova stranka je. Mislim, da je Antiša, kar z tega tiče, praktično že kar vse povedal. Ne?
Jaz sem bil pozoren predvsem na to, kako se bo odzivala Vesna oziroma njeni podporniki, kakšen bo ta odnos, kako bo ta odnos zdaj izgledal v bodoče. Imam pa tudi številke, če koga zanima. Ne? Ampak to imaš pol. Kolikor želiš, ti si šefica. Kolikor želiš. Ne? Tako da jaz bi z tega konkretnega kongresa tiče dejal samo to, da me je presenetilo, da so nastopili na nek način kot zdravo zagotovo. Ne? Itak ste si kumi čakali, da pridemo, mi smo zdaj tle, zdaj nas pa izvolite. Ne? Pa mislim, da stvar ne bo šla tako enostavno. Sodeč po prvih odzivih, pa tudi po kar nekaj komentarjih, prizdignjenih v brveh, morda ob nekaterih izjavah. Začelo se je konec koncev že pred ustanovitvijo, mislim, da je bila celo bizarka to, ne? Stranka za normalne ali kako. Ja, ne, tam se je že začela. Ne? Tudi ob in po kongresu je bilo pa tudi nekaj takih izjav, ker je človek malo prizdignil v brv. Kot rečeno, no, ta odnos z Vesno je mene najbolj zanimal. Vesna ga je še enkrat pozvala potem, naj razmisli. No, zdaj sem pa v bistvu zašel v bizarko, se bojim. Pol je bilo, novinarji so ga tudi sprašvali, če misli vrniti mandat, je nekje izjavil, da ne, ker sicer bi bil brezposelen, ker je še kar nenavadna izjava za nekoga, ki je izjavil, da pa on v bistvu sam financira trenutno dejavnost stranke in tudi kongres ne bi sam financiral, če sem si prav zapomnil. Pa če jaz, ki vem, tudi poslancem v Evropskem parlamentu pripada nadomestilo, če zapustijo to pozicijo. Jaz mislim, da mora nekaj časa miniti, ampak ne me zdaj za besedo držati. Kdaj točno je ta watershed? Ta preračunljivost, se mi zdi, da je nekaj, kar se ga drži že kar nekaj časa in ne vem, če bo to blagodejno vplivalo na volivce. A veš, v smislu, zdaj bom še kar ostal poslanc uradno zelenih, torej Vesne v Evropskem parlamentu, ko pa bom, če bom izvoljen, bom pa to seveda prepustil in šel na druge izvoljene funkcije. Jaz moram najprej pokomentirati predgovornike. Antiša je, ki se tako lepo začel z primerjavo z kemijo in stikom z zrakom in tako si seveda zgrešil idealno priliko. Ne gre za erozijo, ampak za korozijo. Ampak se pa seveda strinjam s tabo čist. Kar se pa Prebiliča tiče, pa mislim, da z vsem spoštovanjem do Luke Liseka Gabrielčiča, mislim pa, da je naš velecenjeni višji inšpektor Kranjc že davno tega povzel celotno srž stranke Preporod, ko je rekel, da je pred nami častna naloga, da vrnemo Dravski vodovini to, kar je od nekdaj bila oaza miru, reda in dela. In potem nas pozval na lov. Da je Prebelič preveč resno jemlje našo špico. Čist tako, mislim, prav človek, there's a joke in there somewhere. Ampak glej, tako kot je Antiša rekel, proti populizmu se borimo s populizmom. To, kar si ti rekel, te pač tale pozicija z evropskim poslancem, ki mu jaz sicer ustrajam, ker sem že ta prvič rekel, da mu ni treba odstopiti, ampak vedno težji bo upravičeval to, da ima v Bruslu oblečen, da tako rečem, Andres, doma pa drugega. In se pač celo bori proti tistemu prvemu. In da o bizarnosti tega sploh nič smo kdaj pokomentirali, njegov politični teater, ki se ga je šel tam na spomeniku revolucije, še v začetku meseca za tistimi lutkicami okoli božičnice in tako dalje, tega sploh ne razumem. Je pa res, da je njegov program, za razliko od nastopov predsednika stranke, je pa zelo lično napisan in dobesedno tam noter ni ene stvari, s katero se človek ne strinjal. Problem samo nastane, ko pač daš to vse skupaj in rečeš, se pravi, z pač lepo slovenščino, vi bi da jebete ali da ne užete. Kje si pa ti program našel? Je objavljen bil, program, temeljna programska sodišča, nekaj, pač bomo lahko celo, pošljemo skupino ali pa priložimo show notesem, če koga res zanima. Speaking of which, Nataša, a si prepričana, da smo res težko čakali ta kongres, ker se mi zdi, da ga je mogoče samo Vladimir Prebilič
vsi ostali Jaz smo se mislim, bolj da se muzali. je kar čakalo, kaj bo, kdaj bo. Od tam nekje junija se je že govorilo o tem, da ustanavlja stranko, Ja. pa kdaj bo kongres in da bo oktobra. Skratka, ni, da se do včeraj ne bi o tem nič pisali. Ja, gotovo. Sam se mi zdi, da je dejansko, ne vem, ali se je glih rodila miš, ampak vse skupaj je bilo zelo tako meh. A ni Mislim, bilo? tako bi rekla, glede na to, kako Golobovi hišni bendi tekmujejo v tem, kdo ga bo bolj garbal, pa kako smrtno nevaren da je, pa ligavec, pa politična hijena iz Kočevja, pa da nima stališč, pa da nima programa. In glede na to, kako intenzivno je to, bi rekla, da se je kar čakalo, kaj bo povedal in koga bo pokazal. Vsaj eno stvar ste pozabili omeniti, ko se razpravlja o vračanju mandata. Ne glede na to, na katerih odstotkih je stranka in on danes, se bomo verjetno strinjali, da je zelo močen v nastopih, kar je pokazala že njegova udeležba na predsedniških volitvah, ko je v bistvu iz nastopa v nastop pridobival in kot evropski poslanec bo tudi upravičen do verjetno več nastopov televizijskih, kot bi bil sicer, če bi ne imel domovanja. Jaz mislim, da on dobi status parlamentarne stranke s tem. Ne? Ja, pa če je izvoljen kot Vesna, Ja, ne razumem zdaj tega. Ja, to torej pa ga dobi tlele pa- Vesna, ne on. Jaz pa tudi. Ja, tlele pa to pa ne vem, če se šteje. Bo treba Ksenijo Horvat vprašati. No, pa Polona jaz prijaviti. mislim, da ga bodo glede na to, da se ga vendarle omenja kot resnega playerja na sceni, ga bodo kar z veseljem povabili v svoje oddaje. Ja, Pop TV A se zagotovo, vam- ampak RTV ima pa Ja. pravila. No, RTV ima pravila, pa že zdaj lahko rečemo, že zdaj ugibam, da bo kar zajetno prisoten. Kdo se more po vašem bati njegovega vstopa v igro? Zdaj predvsem politične stranke koalicije, so se ga kar in povsem razumljivo lotile, ampak kdo se more po tvojem, Antiša, najbolj bati njegovega vstopa, ker verjetno je kar precej jasno, da bo jemal sredino oziroma levo od sredine. Ja, se odgovor je vsebovan v tvojem vprašanju, Nataša. Ne? Se pravi, vsi, ki zagovarjajo vsaj na robovih podobna programska izhodišča in vrednote, da pravim ta izraz, kot jih zagovarja Vladimir Prebilič iz stranke Prerod, ne pa Preporod, Aljaž, kot si ti lapsus, ki ni tako reden. Ti se bo še pojavljal. Ta beseda meni. Jaz ne vem zdaj, a ta beseda je, nisem šel v slovarje gledati, ampak verjetno je malce arhaična. Ne vem, mogoče mi bo kdo iz poslušalstva. Ne, legit je, čist legit, renesansa, Ja, oživitev, ampak ne, sorry, ima Antiša prav in še več, ima tudi neko 19-stoletno narodno buditeljsko protonacionalistično konotacijo, tako da je tudi malo dog whistle zraven. Ja. Dobro, skratka, če nadaljujem, Nataša, odgovor na tvoje vprašanje je, kot sem rekel, že vsebovan v vprašanju. Vsi po mojem in vsi po malem. Iz tega izhaja tudi ta serija oziroma val napadov na lik in delo Vladimirja Prebiliča. Bi pa na to temo morda še v duhu prejšnje razprave rekel, da tisto, kar mu pa je uspelo, za razliko od koga drugega, ki mu to ni uspelo, mislim predvsem na Karla Erjavca in predsednika državnega sveta Lotriča. On je vendarle okrog sebe uspel zbrati neko ekipo razmeroma prepoznavnih, tudi v političnem prostoru prepoznavnih ljudi. Recimo nekaj podobnega kot, vsaj moj vtis je takšen, kot Anže Logar. Ne? Če se pogovarjamo o tem, kdo se ga mora bati, ali pa ga vsaj resno jemati, tudi Anže Logar, svojo stranko. Onedva sta oba v tem smislu na odru nova, imata pa še en skupni imenovalec. In to je, da mi v resnici ne vemo, kako bosta funkcionirala na nacionalno-političnem odru. Mi vemo, kako je na tem odru funkcioniral Anže Logar in to ni nekaj, na kar bi lahko bil ponosen. Ne vemo pa, kako se bo na tem odru obnesel
Vladimir Prebilič. On je bil, kot smo večkrat slišali in rekli, tudi uspešen župan, ampak to ni nobena garancija, da bo uspešen tudi na nacionalni ravni. Vemo, Zoranu Jankoviću ni uspelo, Borisu Popoviču ni uspelo, še marsikomu drugemu ni uspelo, tako da pustimo se presenetiti. Andraž, veš, kaj me zanima? Zdaj, okolje, v katerega stanje, v katerega vstopa Prebilič svojo stranko, je drugačno, kot je bilo slaba 4 leta nazaj, ko je po letih Janševe vlade prišel Golob. Zdaj čisto drugačno. Prebilič bo zajemal, recimo, se zdaj nekako o gneči na sredini govori. On recimo levo od sredine, Logar poskušal desno od sredine. Ampak kaj to zares pomeni v času, ko berem razne raziskave, da sredina izginja, veš, da se vse bolj polariziramo, da je kampizem nova črna, da se politične stranke v bistvu vse bolj pomikajo k svojim ekstremom, ker je to tisto, vsaj ko zagovarjajo kakšna stališča, ker je to tisto, kar, ne vem, vznemirja, razburja ljudi, da te imajo, ne vem, glasni še bolj radi, da še večkrat pridejo na shode, ne vem, tako, ko se levim in desnim bolj splača pomikanje, še bolj levo in še bolj desno. Kaj, a je gneča na sredini? Ja, se tako kaže, da je, pa videti tudi, da je teh glasov na sredini vedno manj. Mislim, jaz se vedno govorim, da sredina kot taka ne obstaja. Imaš pa samo malo bolj desno ali pa malo bolj levo sredine, prave sredine kot take, vsi smo za vse enaki ni. Recimo edino morda kakšna resnica bi lahko bila sredina v narekovajih, ker je pač izrazito neideološka stranka. Ne. Ta polarizacija je dejstvo, to smo omenjali tudi v našem podcastu, pa ni samo pri nas tak pojav, ne. To razmerje, ena močna stranka desno od sredine z jasnimi ideološkimi izhodišči in prepričanji, na drugi strani levo od sredine, to razmerje je že praktično ves čas prisotno, nihče se v temu ne uspe približati in štartati na to je do neke mere še kar naivno, bom rekel, morda na to neko sredino, ne, v takih razmerah. Tu bi se strinjal z Antišem, ko je rekel, da tudi demokrati lahko računajo na kakšen odstotek, kakšno točko manj zaradi pojava preroda. Rekel pa tako, ne, na vprašanje, recimo, kdo bo zgubljal. Vsi po malem, ampak tudi samo po malem. Ravno zaradi tega, ker ta bazen ni tako zelo velik, kot se zdi. In ti si, recimo, potegnila na plano primerjavo z volitvami 2022, kjer so bile okoliščine bistveno drugačne. Lahko gremo še ene volitve nazaj, 2018, kjer so bile morda bolj podobne v smislu, da smo imeli pač levo-sredinsko vlado z SMC-em na čelu, ampak s to pomembno razliko. Ne, oprosti, takrat pa ne. 2018 je bil še SMC, pa je pa LMŠ zmagal. 2018, tako, ja. Pred volitvami, oprosti. S to pomembno razliko, ne, da SMC kot takrat vodilna koalicijska stranka je bila že zelo daleč v tistem času, ko se je LMŠ pojavil od rezultata, ki bi še obetal kakšen resnejši uspeh na volitvah. To je bilo že krepko po 10% v javnomnenjskih raziskavah in so bili pogoji drugačni. Takrat so še obstajali pogoji za res za vzpon nekega novega obraza, ker je bil takrat Marjan Šarec. Ironično zdaj se pri Prebiliču zgrinjajo kar nekaj teh bivših članov LMŠ, kot sem zaznal, ne, ironija pa taka. Tako da okoliščine so definitivno drugačne in tudi zaenkrat rezultati ne kažejo, da bi šlo zdaj za spet novo stranko novega obraza, kar to itak ni, ker v bistvu gre za novo stranko starega obraza na nek način. Ne. Zgubljali bojo pa, kot rečeno, vsi po malem. Tu imamo neke razočarane volivce GS-a, imamo ne nazadnje po prejšnji tedenski aferi razočarane volivce SD-a morda, imamo tiste, ki so volili vestno zaradi Prebiliča, pa so verjetno zdaj prestopili k njemu in tako naprej. Ampak, kot rečeno, vsi po malem, pa vsega skup po malem. Ok, preden gremo na naslednjo temo, a se vam zdi, da ga v tem momentu bolj definira to, zakaj on je, kar je našteval, ne vem, varno, zdravo, povezano, konkurenčno, neki, ali proti komu je, ker se je o tem smo govorili v LDG, da že zelo zgodaj se je proti komu je, ne bom z Janezom Janšo, ne bom z Golobom, če se izkaže to pa to.
Mislim, slednje, zato ker to, za kar on je seveda nekaj, proti čemu je težko biti. Kot sem že prej rekel. On ni, v resnici ni on nič izstopajoč, ta njegov program ni nič izstopajočega. Ni rekel, ne vem, zmanjšali bomo sredstva za obrambo, zato da bomo zgradili več, ne vem, cenovno dostopnih stanovanj, kar bi recimo lahko Levici pripisal. Ali pa obratno, ne, zmanjšali bomo stroške za socialo, zato ker je obramba pomembna. Ne. On je pač lepo zložil čist vse, kar hoče vsak slišati, vsak od teh za vsako desetinko odstotka je pripravil en košček. In seveda on zdaj, in se strinjam z Andražem, zelo naivno, upa, da se mu bo to sestavilo v 4+%. Še več, Andraž, jaz bi ne samo omenil, da smo mi to tu že rekli, mi smo tudi že na tem mestu ugotavljali, da je že pred pojavom Vladimira Prebiliča in stranke Prerod je bilo teh odstotkov na sredini malo in da je bila že, tudi če bi samo Anže Logar bil na tem v lovu na mitičnega centrističnega samoroga, da je že on imel dovolj težav, bi imel dovolj težav to pogledno. Zdaj pa, ko se je ta gneča naredila, bo pa še toliko huje in jaz na tej točki, danes bomo videli, kaj bojo pač pol Andraževe številke povedali, ampak jaz ne bi izključil scenarija, da niti Logar, niti Prebilič, to misliš? Da se glih dosti skenslajo, a veš, tako kot ajde, dej povej, Andraž, kakšne so številke. Mislim, ja, ne, to Aljaž ima tle zelo dobro tezo na mizi, ne. Kam lahko pripelje na eni strani ta polarizacija, na drugi strani pa gneča okrog teh nekih kvazi centrističnih glasov. Ne. Zihar je zihar, naš more zmagati, zdaj, kjer je to na levi in desni, vemo, ne. In na ta način zgubljajo vsi ostali, ki so pod tem pragom nekih 10% magičnih, recimo, ne. Ker nikomor še zaenkrat ni uspelo priti čez 10, razne SDS-ov pa GS-ov. No, pa evo, oktober 2025, pol leta pred volitvami, kaže strankam kako. Ja, no, mi smo naredili čez vikend po dolgem času spet ta naš politikom. Zakaj? Ker je prejšnji teden bil še kar živahen, ne? Poleg ustanovitve te nove stranke smo imeli še afero, Han se ne bo strinjal s tem, spet je bil žaljen, zakaj se vedno pri teh zadevah, ki je SD vpleten, tako je napiše afera, ampak to je afera. Ne? Prednik in odstop posledičen, imeli smo tudi cel teden še kar živahno okrog božičnice. Skratka, veliko dogodkov je bilo, ki bi utegnilo vplivati na javno mnenje, zato smo se odločili, da bomo pa mi prvi naredili to raziskavo po kongresu. In kot se kaže, se ni nič bistveno spremenilo v razmerju sil, s par malenkostnimi poudarki. Zdaj mi smo Prerodu namerili 4,4% na bazi vseh anketirancev. Mi imamo še vedno, seveda, kot vsi ostali, SDS je na vrhu, 21 pa še mal, sledi GS z 18 pa še mal. Pol je pa ta, ne, dolg časa nič, ne, in na tretjem mestu vztraja SD. Sicer razlika je, glede na eno meritev en mesec nazaj, ki pa ni statistično značilna, čeprav bi se jaz upal trditi, da tukaj pa se je malo poznala afera Prednik. Pa so demokrati pri nas na 4. s 5%, Levica 4,5%, Prerod 4,4%, kot rečeno, pa Resnica 4,2%. Seveda, kar je bolj pomembno. Ne, čakaj, kaj pa mi socialisti? Mi socialisti, veš kaj, jaz sem pa pristaš tega, da merimo samo stranke, ki so registrirane. Aha, niso še registrirani? Ne. Ne, in zaradi vseh teh zgodovinskih dogodkov se mi zdi zelo nekorektno meriti stranko, ki ne obstaja. Ker, mislim, Kordiš jo je napovedal, ustanovljena še ni. Okay. Marsikdo lahko reče, jaz bom šel stranko na ulici, zdaj bom pa vse te meril. Ne bom. Ko bo registrirano, bom pa zmeril. Tudi Prerod smo počakali do zdaj. Ne. V svrhe higiene moram sam poudariti, da smo to isto razpravo imeli tudi pred 2 tednoma. A res? O tem, kdaj vi to kaj merite. Ja. Tako da, če ima kdo deževu, dejansko se je to že zgodilo. Zdaj, kar je bolj pomembno, ne, je pa seveda razlika, ki pa je, ne, glede na septembrsko meritev, to zadnjo, zakaj omenjam, ker je po enaki metodologiji izvedena to, kar delamo enkrat na mesec za Siolo. Razlika, ki pa je značilna, je pa padec pri Vesni, in to občuten, iz 4,5 na 1,9. Pa neopredeljenih imamo malo več, jih imamo sicer mi bistveno manj kot ostali, ker imamo malo drugačno metodologijo, ampak jih je nekoliko več. Ne? Tako da zdaj ni videti, da bi zdaj prihajali do nekih strašnih prerasporejanj, prehajanj in tako naprej po ustanovitvi
te nove stranke. Zdaj, kar je pa bistveno, pa seveda, kakšno so pa razmerja potem, ko odštejemo stran neopredeljene, ki ti pač se porazdelijo, in seveda, ko grem samo na tiste anketirance, ki zase trdijo, da se običajno udeležijo parlamentarnih volitev. Teh je okrog 60% vzorcev. Tle se pa potem dobi tisti rezultat, ki pa že nakazuje, kakšna bi pa res lahko bila slika na volitvah, če bi bile te zdaj. Tle imamo pa SDS na 26, GS na 23, pa potem SD na 10. Sem pa tle seštev, čeprav vemo, da Levica pa Vesna morda vsem po tem padcu bolj realno, ne bo ravno seštevek glasov, ki jih imajo trenutno, ampak pridejo na 7,5 in pa so demokrati 7, Prerod na 5, pa NSI na 4,7 in čist na robu na 4,0 imam celo Resnico. Zdaj, 8 strank, ki bi po tej meritvi prestopili prag, pri čemer je treba povedati, da Resnica, NSI in Prerod se gibljajo v tistem območju statistične napake, gredo lahko tudi pod 4, to je plus minus. 5 imamo zanesljivih, od tega 1 nova, pa še 3, ki so na vratih. A te lahko vprašam, Andraž, a je, se pravi, v tistem splošnem vzorcu, preden odšteješ neopredeljene, a je padec Levice na račun pojava Prebilič? Levica ni padla, Vesna. Ja. A se pravi, je padec Vesna na račun pojava Prebilič? Aha, okay. Jaz mislim, da ja, zato ker Vesna je zagotovo žela nekaj podpore na račun sodelovanja s Prebiličem. Ker tu je bil Prebilič tisti močnejši, sploh na evropskih, z dvomom, da bi Vesna uspela brez njega dobiti poslanca. To smo se vsi strinjali. Tako da verjamem, da tudi v kasnejših anketah, da so se določeni izrekli za Vesno, še s to mislijo, da je Prebilič pač njihov predstavnik. Zdaj, ko ni več, so šli pa nekateri za njim. Zato pa pravim, da je verjetno to, kar je ostalo pri Vesni, tudi potem, ko so najavili skupno listo z Levico, da je to tista true podpora Vesne, ki se bo najverjetneje prenesla na to skupno listo Levice pa Vesne. Če me kaj od teh številk, ki si jih naštel, Andraž, malenkost preseneča, sploh glede na dogajanje, je 10% za SD. Antiša, tebe kaj ob teh številkah? To je na opredeljenih udeležencih. No, ampak na tretjem mestu ste jih nekje našli. Antiša, tebe kaj se ti zdi vse dosti logično? Ne, dosti logično. Tudi kljub temu, da če grem na to našo tretjo temo, recimo afera Prednik. Vodja poslancev SD je odstopil, njegova partnerka ga je obtožila hudega psihičnega in fizičnega nasilja. Zgodbo je razkril portal N1, priloženo z dokazi, oziroma so to slišali in poslušali. Prednik je sporočil, da odstopa, ne ker bi bil kriv, seveda, ampak ker ima, tako je rekel, dolžnost zaščititi inštitucijo, ki služi. To nisem bil jaz. V poslanskih klopeh ga bo nasledila svetnica SD v Velenju, Janja Rednjak, na čelu poslanske skupine SD pa Antiša, vaša lokalka na nek način, Meira Hot. Podpredsednica državnega zbora sicer tudi, ne? In podpredsednica SD-ja, ne? Ja. Tako da ekspresno hitro se mi zdi, da so opravili z vsem, kaj ti to pove, se pravi ta način, kako hiter so s tem opravili. A to zdaj kultura odgovornosti ali pa mogoče strah pred še eno javno sramoto? Dajmo hiter, volitve so 8. marca. Tako je. No, jaz mislim, da to pove ene par stvari pa vendarle. No. Prva stvar je to, da so se iz afere Litijska nekaj naučili. Če ti predolg tenstaš, in to so potem pokazali tudi rezultati, potem ti javnomnenjska podpora pade. Če se ti to zgodi v pol leta, oziroma celo manj, pol leta pred volitvami, imaš kar resen problem. Druga stvar, se mi zdi, da je Jani Prednik, zdaj jaz ne vem, koliko je bilo to pritiskov iz stranke, koliko se je za to sam odločil, ampak da je naredil v bistvu edino tisto, kar mu je preostalo. Potegnil je posledice, jih sprejel in se poslovil zaenkrat iz političnega prostora. Ne. Jaz mislim, da poznavajoč stranko, mislim, da ga bodo slejko prej nekam plasirali, tako da za eksistenco se mu ne bo treba bati. Je pa to, lahko rečemo, torej za začetek, ne. Tisto, kar je sprožilo to afero, je absolutno vsega obsojanja vredno in
zavržno, da tako rečem. Ne? Se pravi, to fizično in psihično nasilje. Ne? Reakcija Prednikova na to, ne, je pa po mojem pravilna. Problem tega, naš skupni problem pa je, da je takih potez premalo. Prevečkrat smo v Sloveniji priča temu, da se potem začne vse skupaj relativizirati, iskati temna ozadja, iskati, da si žrtev politična nekoga in tako naprej in tako naprej. Pravih posledic svojih dejanj pa politiki niso pripravljeni sprejeti. Antiša, misliš pravilno v smislu, da je to takoj ali pa dosti hitro odstopil kot poslanec, ali se ti zdi pravilno tudi tisto sporočilo, ki ga je od sebe dal, da nisem bil kriv, to nisem bil jaz? Hvala za dodatno vprašanje, Nataša, ker pomaga razsvetliti oziroma osvetliti mojo pozicijo do tega. Meni se absolutno zdi ta interpretacija iz pisma, ki ga je takrat še poslanec poslal, se mi zdi sprenevedava. To je nek prozoren poskus face savinga, zato da pač greš z nominalno, bom tako rekel, čistim obrazom. Ne? Ampak to, da se je že odločil, da odide, se mi zdi pa prav. Ker ne nazadnje ne pozabimo, če tega ne bi storil, bi ga varovala imuniteta. A imam prav, Aljaž? Tudi za take primere je predvidena imuniteta? Jaz bi rad sam upozoril v tem trenutku, da je Antiša uporabil besedo face saving. Ja. Dajte mi boljšo slovensko. Na slabše ti gre, Antiša. Mislim, to je za tvoj jezikovni kotiček. Ne? Predvsem pa, evo, kaj se zgodi, človek dufa še eno nominacijo za Nežko in poje pa takole more na vsak način more jasno in glasno povedati to, kar mi o Antiši seveda vemo, da se mu take stvari zdijo degutantne. Popolnoma nepovezano nominacija je bila pa groba misinterpretacija mojega siceršnjega stališča do teh stvari. Tako. Antiša, ti si naš človek. Ampak hočem sam to reči, formalno mora pa komisija za volitve imenovanja sklepati o tem, ali se mu se pravi v kazenskih zadevah imuniteta podeli ali ne. Ja. A misliš, Andraž, da je v teh številkah, ki ste jih izmerili in se kot tretja stranka izkazuje SD, da je tudi igralo vlogo to, na kako hiter način so tole nekako spravili ven iz javne razprave? Zagotovo. Tako kot je Antiša rekel, neki so se naučili iz Litijske. Zadeva je prišla ven v ponedeljek zjutraj, sredi dneva je bil on že z odstopno izjavo na planu, zvečer je bilo vsega skupaj konc. V torek se v bistvu o tem že ni več prav veliko govorili. Tu pa tam se še ki omenjalo, pa mogoče pri njegovacu politično pa kje, ne. Ampak ni bilo pa tazga, a veš, odjeka, kot je bilo pri Litijski. Litijska se je valala po medijih 2, 3, 4 tedne, ali koliko ti se res trajali in pa so imeli res padec v podpori, ne. Čeprav jaz bi, to, kar sem prej omenil, nek rahel padec je zaznan, ni značilen statistično, ampak bi si ga upal temu pripisati. Se pa ne bi povsem strinjal, Antiša si rekel, da je to prvi tak primer, da ni prišlo do relativizacije, ker on je v bistvu skušal relativizirati. On je rekel, poleg te legendarne, to nisem jaz izjave, ne, na način tudi bil sem žrtev toksičnega razmerja. Mislim, on se je skušal tudi malo žrtev postaviti in na ta način relativizirati to, kar je počel. Ja, to je res. Ni bilo tega preboja, ki si ga si na nek način želimo, ne. Pa ga gniže od Iva Bizjaka, ko si ga ti rad včasih omenjal kot svetav zgled. Ne. Kar sem pa še zaznal, to je pa ta hitrost, no, kar sem ravno omenil, ne. To ponedeljek zjutraj odjekne, to na N1, čez 4 ure je že zadeva sanirana. Vsi vemo, da take izjave, še posebej s tako globokimi, to nisem jaz mislimi, se ne napiše v tako kratkem času, predvsem pa ne preveri pri vseh tistih, ki jo treba preveriti pred njega zgavana. Skratka, to je bilo pripravljeno naprej, to se je vedelo, da bo, oni so vedeli, da to bo, zakaj se je čakali na N1, vajo oni, in so bili pripravljeni, definitivno so bili pripravljeni, ne? In so šli točno v to smer. Tudi Han je sam rekel, ne, za nas je ta zgodba končana, ne želimo vplivati na pravosodne organe, naj se to reši po pač tej pravni poti in čao, gremo dalje. Čim prej pozavati, gremo dalje. In zgleda, da mi je uspel. Ja, to je že tretja v bistvu afera, ne, v tem mandatu. Švarc-Pipan, Spirit razpis, Prednik, tako, kar se je... No, zanimivo, da si glih Spirit omenila, ne.
ker je vmes, namreč med Litijsko in Spiritom se je zamenjalo oblast v SD-ju. In to se mi zdi, ima vse prstne vtise Matjaža Hana in njegove ekipe, ne, ki so tudi afero Spirit na ta isti način zelo hitro poskušali sanirati. In mimo grede, kdo ve, a se je tam kaj zgodilo, razen tega, da je šef Spirita nominalno odletel, razpis, čeprav razumem, je bil ponovljen, ne vem, in kar naenkrat nobenega več ne zanima, a so une firme brez zaposlenih. Mislim, utegne Evropsko komisijo zanimati, ne? Oziroma nekaj organi že tam za to pristojni. Ja, lej, ampak hočem reči medijsko, ne, a veš, vem, da pač, kako razumem, je šel isti razpis potem še enkrat ven, ne, ampak to je modus operandi Matjaža Hana. Nekaj je, dajmo hitro zrihtati, odrezati, get ahead of the story, kot se temu reče v lepi slovenščini, ne. Tako da se mi zdi, da je... Mislim, gospod je medijsko kar spreten, ne? Tudi med vedno najbolj priljubljenimi politiki v državi, ne glede na vsa dogajanja v stranki, ki jo vodi. Ne? Točno to. Ne? Tako da se mi zdi, da je, kar se pa tiče sam tega, kdaj je bil Prednikov tekst pripravljen, očitno čez vikend, namreč po kuloarjih se je že, mislim, da v četrtek popoldne govoril, da je ta zgodba in bilo zakaj tega še ne objavijo. Se mi zdi pa, da je po mojem, veš, tudi tako, tudi na ena je verjetno moral kakšnega odvetnika ali pravnika preveriti, ali lahko to objavimo ali ne. Pa Prednikov tekst z vsem, se strinjam z vsem, kar sta Antiša pa Andraž, oziroma kar se vsi trije povedali, ne, seveda je sprenevedal. Jaz sem imel skozi feeling, da je tole pisan že z kazensko ovadbo v mislih. Ker za Janja Prednika, ne, če tudi ga bodo morda lansirali kadarkoli že, bo to imel še resne posledice, vsaj postopkovno, ali bojo pa tudi pravne, bomo pa seveda videli, ne? Postopkovno. Ja, glej, mislim pač... I love it. Tako je. Ja, ti kako pa komentirate dost medle reakcije strani SDS? Kaj so to rekla, to imam pa zaznambo. Zato, da pa kako zelo resna pa je ta stvar. Ta tema. In ta zgodba pa vemo potem, da je od ostalega dela slovenskega političnega razreda ni bilo niti črke. Mislim, nihče se ni pridušal, nihče ni bil privoščljiv, vsi so točno vedeli... Kaj misliš, zaradi tega, ker imajo vsi nekaj takšnega, pa nekoga ne samo takšnega? Zato, ne vem, če so opazili, v blatnodolski politiki je vzorc. Manj kot je tema problematična, manj kot je resna, manj kot je težka, ne? Več imajo ne zapovedati, več je škandaliziranja. Takrat, ko pa stvari zagustijo, takrat so pa vsi tih kriti. No, ampak kdo bi pa lahko na to karkoli rekel, glede na to, da je izjava prišla par minut po tistem, par ur, no, po tistem, ko je stvar prišla v javnost, glavni akter se umakne, prevzame krivdo in odgovornost, kaj pa lahko na to temo še rečeš? Kaj, lahko rečeš, SD je stranka izrojenih ljudi, ki pretepa svoje žene. Ja, ne moreš, ne? Zato, ker stranka v resnici s tem, razen da je to njen član, nima veliko, niti to je tudi moje vprašanje. Niti ga je skušala ekskulpirati. A misliš, da niso vedeli, koga imajo? Ker to ni, kar se je dogajalo od včeraj, ampak je nekaj, kar se vleče že dalj časa. Skratka, to je ena stvar, ki bi jo lahko, druga stvar, ki bi se jo lahko nabijalo, je, zakaj to ni v medije prišlo že prej, ker ko so naši pridejo, oziroma vaši in tako dalje. To sta vsaj dva elementa, ko bi lahko se nekdo obesil, če bi se hotel, ker so se že obesili. In tretja stvar, kot da so kdaj dejstva še kogarkoli ovirala pri nabijanju neke zgodbe. Ne? Recimo. Ampak zakaj mislite, da je SD, to je stranka, to je najdaljšo tradicijo pri nas, vsekakor, ne, seveda vmes so ime zamenjali, ampak najdaljšo. Zakaj se nekako ne morajo vzpostaviti neke stabilnosti, da jih bolj v zadnjih letih definirajo afere, kakor pa ideje, kaj bi. A da se ne želijo lotiti tiste kompletne prenove, zdaj tisti, ki se spremljate šport ali pa ste se kdaj ukvarjali s športom, veste, da pride moment, ko je treba osvežiti ekipo.
ko moraš iti tako rekoč na nulo, pa veš, da boš naslednja leta manj konkurenčen, ampak zato, da boš čez 5 let lahko spet, ne vem, najboljši, da nekako ne uspejo tega preboja narediti. Ampak se oni, Nataša, skozi to počnejo, ne? Oni skozi osvežujejo ekipo. Sej, a veš, Tanja Fajon je stara dobrih 50. Ali pa tudi idejno mogoče, a veš. Han je star dobrih 50, ne? Ma tudi idejno mogoče, a veš, Ne vem. Kar Oni so so očitki tudi njim. šli v obdobju Boruta Pahorja, so šli v to blerovsko, gidensovsko pot tretje poti, ne? Potem so ta socialdemokratski pečat kar negovali in ga kovali, ne? Oni so vendarle dosti daleč od tega partijskega nasledstva, ki se jim je zelo dolgo pripisovalo. No, ne vem, jaz nimam občutka. A so, ker na vseh partizanskih proslavah To pa je, so tako prvi v če vrsti. nadaljujem primerjave z Pri čemer tega športom, ne to je pa kritiziram. tisto, kar so rekli hrvaški, srbski pa bosanski komentatorji košarke, greška v koracima. Ne? A veš, to pa je po mojem. Ne? In tukaj še nekaj je. Ne? Na tej točki ne, tekmujejo pa seveda z levico. Ne? Seveda to prenašanje dediščine Čebin in partizanstva prenašajo v 21. stoletje, tukaj so pa kar na odprti fronti z levico. O čemer seveda jaz imam svoje mnenje, ki ni prav zelo afirmativno. Ja, ampak veš, mislim, kle si zelo dobro zadev. Ne? Oni so se pač posledično Pahor Lukšičeve reinvencije oziroma kopiranja Blaira in Gidensa, ne? So se oni odmaknili od teh Čebin in so jo, mislim, da ravno v času Tanje Fajon so reference na Čebine tudi spucali spletne strani. Ne? Oni, stranka, ki je direktna naslednica ZKS, SDP, ZKS, KPS in tako dalje. Ne? Stranka, ki ima svojo zgodovino vleče iz leta 1937, se je zdaj tej zgodovini odpovedala in reče, mi imamo neke zveze z socialnim ustanavljanjem socialne demokracije v Trstu pred 120 leti. Kao! In ker narava sovraži vakuum, je levica ukorakala v prostor, ki ga načeloma levica kot moderna, po njihovih besedah demokratična, socialistična, ekološka stranka, nikoli ni nameravala zasesti. Ampak kaj so ugotovili? Da so tam volivci. In to mislim, da je odgovor, Nataša, na tvoje vprašanje. Problem SD-ja je, da so se oni pač mogoče celo načrtno odpovedali enemu delu svojega izročila, niso ga pa uspešno nadomestili z novim. Ker kaj je danes socialna demokracija, je vprašanje za $1 milijon ne samo v Sloveniji, ampak v Evropi. Ironično se mi zdi, da ima odgovor na to spet levica, ki je pa zelo hiter, sicer oni signalizirajo tam po partizanskih žurkah pa tako dalje, ampak njihov program, če ga pa danes gledamo, je pa, ne bom rekel tržno naravnan, ker bodo podjetniške duše med nami dobila aneurizmo, ampak je pa dosti bolj zmeren kot recimo program, s katerim so šli na volitve leta 18, da o njihovih politikah danes sploh ne govorimo. Ne? Ti kaj pa narobe s tem, se mi zdi, vidiš, le, ko se kar sam si se mal popravljal, ko o podjetniški naravnanosti govoriš, kot da je to nekaj slabega. Ne, nasprotno, hočem reči to, da je to je spet tisto, kar je Antiš na začetku rekel, ne? Idejna čistost programa levice je prišla v stik z realnostjo in so ugotovili, da ovaj kapitalizem ipak možno koristen. Ne? In pač ne morajo oni mimo realnosti. Ne? Tako da imajo seveda iz tega naslova svoje ideološke težave. Ampak SD ima pa pač problem v tem, da oni sami sebi ne znajo povedati, kdo so in kam grejo. Se pravi, konec oktobra, Andraž, če potegnemo črto pod to številko LDD-ja, se kaže, če bi bile volitve jutri, ker nikoli niso, ampak če bi bile, je na vrhu SDS, sledi GS, ki močno izstopata, pol tam nekje SD, pol se pa treba nujno dodati, Levica, da Logar, Prebilič, v tem trenutku celo mogoče imamo spet Resnica, te kle smo danes. pogoje za
NSI. Taktično glasovanje. Ne? To je tipičen primer volitev 2008, 2011, ko se vzpostavi to razmerje, ko je ta stranka na drugem mestu dovolj blizu SDS-u, ki ima še vedno zelo visoko in najvišjo stopnjo odbojnosti, čeprav tudi pri gibanju ni nizka, to treba priznati, ampak to je posledica polarizacije. Da se lahko aktivira en manjši del volivcev, oziroma upravičencev, ki preceni, zdaj šel pa na volišče zato, da ne bo zmagal oni. Ti pogoji trenutno so, tako da jaz bi si celo upal reči, da je čisto povsem verjetno, da bi zmagalo Gibanje Svoboda v takih razmerah. V tem primeru seveda bi bile pa žrtve spet. Ne? Žrtve bi bile pa predvsem v tem spodnjem delu, levo sredine. Prerod bi bilo žrtvo tega, SD glasovi do neke mere, Levica Vesna tudi do neke mere. To so pa že videni scenariji. Ne? Povsem drugače pa seveda bo, če se bo pa komu od teh spodaj uspelo. Pa še to bi dodal. Ne? Tokrat smo lahko priča istemu pojavu tudi desno od sredine. Ker če bo ustrajala ta polarizacija, ta boj dveh, ki sta tako daleč pred vsemi do konca, potem bo tudi na desni strani prišlo do istega pojava in bojo tudi tam žrtve. Težko je zdaj reči, ali bi bilo to tako. Ja, razumem. Ampak ob teh odstotkih seveda ni čudno, da je na redni oktobrski seji Državnega zbora, ki poteka ravno med tem, ko snemamo to epizodo, premier rekel, da o odstopu ne razmišlja, ker je prepričan, da ni kršil integritete. Ja, jaz bi postavila pol zdaj piko, črto in če nima noben nič več, gremo na... Recimo, gremo na politbizarko. No, poglejmo, kakšni so rezultati. Na visoko drugo mesto se je uvrstil Levica, ljubi rating agencije. Potem si pa bron pa delita predlagatelja Grošelj 2025 je kot 1914 in pa nesklepčni kongres Levice, medtem ko je z res konkretno prednostjo golobarjenje z božičnico zmagalo. No, a ste videli, ko smo v zadnjih dneh, tednih božičnici dodali še podaljšanje vinjet? Prosim, če se ne načenja mojega prispevka v naslednji rubriki, lepo prosim. Evo, izvoli, to je bila vinjeta k tebi. Se pravi, odpiramo rubriko politbizarka tokratne epizode. Kandidiram odločitev vlade, da podaljša veljavnost vinjet za 4 mesece. Vsak naš žep, oziroma žep vsakega od nas bo seveda za to hvaležen. Tisto, kar pa je bizarno, je pa populističnost tega ukrepa. Politbizarno je pa naslednje. Robert Golob se janšizma loteva z janšističnimi sredstvi. Naj pojasnim, kako smo v tej državi dobili vinjete, dobrega pol leta pred parlamentarnimi volitvami leta 2008 je Janševa vlada sprejela na veliko presenečenje takratnega prometnega ministra Radovana Žerjava odločitev, da gremo na vrat na nos z julijem na uvedbo vinjetnega sistema. Skratka, gledamo reprizo 17 let kasneje, gledamo reprizo tistega, kar je v slovenski politiki patentiral Janez Janša v izvedbi orkestra Roberta Goloba, ki je na oblast prišel kot veliki borec proti Janezu, temu istemu Janezu Janši in njegovemu političnemu režimu. Ok, Antiša. Aljaž? Ja, a šteje, če dam prednika za bizarko? Zakaj pa ne? Ja, mislim. Ok, v redu. No, potem pa bom vso to zgodbo na čelu z njegovo odstopno izjavo Janja Prednika. Nisem bil jaz, tudi če sem bil jaz, nisem te resno mislil, tudi če sem mislil, se opravičujem, ker so me dobili, ta sistem nominiram za bizarko. Je pa res, da bom zdaj počakal, da vi končate, ker je še cel kup special mentionov, ki jih je treba dati po tej rundi. Ostajam pri politikih na P. Ni prvič, da gostujejo bizarki, bom rekel pa morda že kar prepogosto glede na prisotnost na političnem parketu, na domačem političnem parketu. Seveda gre za Vladimirja Prebiliča, ki je v odzivu
na poziv stranke Vesna, ki je bil pa že kar jezen, ne? Stranka Vesna ga je pozvala, da naj pa vendarle še enkrat razmisli o tem, a bo vrnil mandat, ki ga je dobil skupaj z njimi na evropskih volitvah ali ne. Precej arogantno odgovoril, da ne bo on nič razmišljal, da bo on ostal to, dokler ne bo volitev in da potem, ko bo, če bo izvoljen, bo pa mandat vrnil in da bo imela Vesna, pa ste ta izraz, še dovolj časa, da ga kapitalizira. Ta zadnja beseda me je še posebej vznemirila. Skratka, ta aroganca novega akterja, nama niko ništa ne može, je politbizarka mojega tega tedna. Tega obdobja. Ne može nama niko ništa. Jaz sem pa kolebala med dvema. Petra je imela super predlog, bil je vrh voditeljev mediteranskih držav v Portorožu, ne, in en zanimiv moment je bil del programa, kot je bilo razbrati iz grafike na neposrednem prenosu, pač našteto, kaj je zaporedje in tako, in ajde family fotke, to je tak event, da vedno pri takih eventih je ena gasilska, ampak del programa, tako uradno na grafiki in to izpišejo, je bil tudi postavka, pazi to, beauty shots. Ker seveda v Portorož so prišli, da bodo delali beauty shots. Ne. Ampak ta mi se je zdela zelo privlačna, sem se pa na koncu odločila, da grem v boj z medvedi. S politbizarko bi namreč rada nagradila idejo o kontracepciji oziroma kastraciji medvedov kot ukrepu za zmanjšanje populacije. Zdaj, zelo odmevno novinarsko konferenco so imeli strokovnjaki Univerze v Ljubljani, tako da mora biti zelo hudo. Rekli so, da je slovenski sistem upravljanja z rjavim medvedom, da se vse bolj oddaljuje od znanstvenih temeljev in da letos prihaja do preobrata, da strategija ni sprejeta in da se jim skuša vsiliti neke alternativne ukrepe, tako da moja bizarka je ta ideja o kontracepciji medvedov. Nepreizkušeno strokovnjaki odsvetujejo, ne ve se, kakšne vplive bi imeli, ampak oni bi kastrirali pa kontracepcijo uporabili, ker se pol sprašujem, kaj v naslednjem koraku bomo pa kondome dol metali, pa ozaveščanja medvedov imeli. Skratka, jaz imam to, kontracepcija medvedov je moja bizarka ideja. Odlično, jaz vidim štante vidim po kočevskih gozdovih, medvedom kondome delijo. Jaz upam, da bodo, kot se temu reče, kapitalizirali, ne, s tem, da bojo, veš, vsaj kakšne kondome dali delati. Ja, to, pa nova podoba v slovenskih gostilnah, medvedje prašniki. Ja, no ti si imel, Aljaž, še kakšne... treba je omeniti, no, sicer te dve obi prihajata iz tistega dela hleva, ki sliši na ime SDS. Občina Vrhnika se je odpovedala sodelovanju pri podelitvi nagrade Ivana Cankarja zaradi politizacije kulture. Cankarja. Vrhnika. Tako, halo. Drugo je pa tudi, ker se organizacija SDM, mladi se škandalizirajo zato, ker je, se pravi, mladi Janševi komsomolci se škandalizirajo, ker je vabilo na roditeljski sestanek tudi v albanščini v osnovni šoli Žalec, kjer bo pač stavek prevajan in oni se zdaj se škandalizirajo, češ ne, kakšni jeziki se to govorijo po naših osnovnih šolah, čeprav je vendarle jasno, da se bo govorilo v slovenščini in pač prevajalo za tiste, ki bodo tam in ne bodo govorili slovensko. Tako da iz tega ne razumem, se mi zdi tudi bizarno. Honorable mentions, samo zato, ker bi bilo škoda, da grejo v nepovrat. Ja, ok, vnaprej hvala za vaše glasove. Najdete jih na Google Forumsih, pa na X-u in tudi drugod, ne, Aljaž? Tako je, res je. Pejmo na zadnjih 30. Antiša. Ja, jaz bom za zadnjih 30, tokrat imamo jezikovni kotiček. Kar precej je bilo tokrat omenjena, je bila tokrat omenjena novo nastala stranka Vladimirja Prebiliča, ki ni preporod, pa tudi prerod ni. Pravilno naglaševanje je prerod, k čemur mi pritrjuje tudi spletno mesto Fran, za katerega, ne vem, če sem to že tukaj omenil, za vsak slučaj pa bom, ne,
sem zelo dolgo mislil, da njegovo ime izvira iz imena Frana Miklošiča, napaka iz imena Frana Ramovša izvira. Skratka, prerod, ne pa prerod, kaj šele preporod. Hvala lepa. Jaz si bom Andraž. pa drznil po dolgem času samo in vsem priporočiti serijo. Namreč včeraj sem gledal zadnjo epizodo serije Task na HBO, ki bi jo res iz srca pripovoščil, ki je avtor, mislim, da je od Mare of Easttown isti. Mal drugačen format, presenetil vas bo zagotovo, odlični liki, super igra, fino temačna za ljubitelji temačnih stvari. V glavnem serija Task HBO, vsej na umor, dajte si pogledati. Zanimivo pa je tudi statistično gledam, ves čas na IMDb-ju, kako raste cena. Ko je prišla na sceno, je imela 7,6, zdaj ima že 8,0. Posamezne epizode so pa tudi čez 9, kar konkretno. Tako da, to je mojih zadnjih 30 in tu bom zaključil svoje današnje izlaganje. Moja zanimivost pa je obvestilo / poziv od 20. oktobra dalje poteka cepljenje proti gripi, ki je pač brezplačno. Cepilni center Ljubljana in drugi izvajalci te storitve vas nestrpno pričakujejo, če bodo seveda imeli proste termine, tako da pejte na internete pa se naročite, ker stvar koristi. Cepite se lahko tudi za poživitvenim odmerkom proti covidu, pa proti klopnemu meningoencefalitisu. Skratka, sezona cepljenj je tu, pejte se cepati, naredite si to uslugo sebi in drugim. Mojih zadnjih 30 je pa zdaj tokrat klic na pomoč, potujem na Japonsko, karta je, klasični postanki bolj ali manj, Tokio, Kyoto, Osaka, Kobe, Kanazawa, abecirk, rabim pa vaša must see, ampak ne to touristi priporočila. Kaj si moram nujno ogledati, poskusiti ali pa se mogoče česa naj se izogibam. Ne zanimajo me stvari, ki pišejo v vodičih ali pa jih ponujajo agencije, to sem vse že pregooglala, ampak bolj tiste male, čudaške, lokalne posebnosti, ki so vas navdušile. Ne vem, lahko je ulica, trgovina, razgled, okus, navada, popolna neumnost, karkoli. Tako da hvala vnaprej. Takle imamo. Ja. Prav, to je bilo to, jaz bom samo rekla pa brez zamere, ne.